Popdesign z nami, Miran Ruda na drugi strani, zdravo. Čau in lep pozdrav na vaše konce. Pomlad trka na vrata in vidim, da ste tudi popdesign oživeli. V bistvu smo, ja in ne, zaradi tega, še vedno smo zaprti praktično v enem določenem kolupu, naprimer, iz katerega ne smemo ven pravijo. Mislim, če bomo hoteli, bomo šli 100% tudi mi, malo v pobeg, naprimer, ampak enostavno res smo imeli ogromno časa, spočili smo se, vsaj z moje strani fantje tudi, naprimer, in potem delalo se je, delalo in nekako, bom rekel, nov izdelek je odzudni. Če ste bili prej srečni, boste sedaj medene. V bistvu, ja, pravilno. Jaz bom rekel, ful, sicer so ženske izbrali ime za naslov, naprimer, ampak res svetovno. Verjetno, da tudi tisto, naprimer, da ste dobili dopis zraven, da smo malo pocukrani rata. Mislim, da je ta prav za ta svet malo bolj topli časi prihajajo, ampak medena mi je tako svetovna, da je nekaj neverjetnega. Ne vem, kako dejansko, v bistvu bom rekel, samo ena sama beseda s takim pomenom naredi pri človeku, ampak probali smo, tudi drugi so mi predlagali vse naslove vnatret, ampak se ne razmišljal, sem rekel ne. Medena so se odločili ženske, praktično takrat je par ženske rekla, ne more biti v komadu to pa to. Pa mi je bilo na začetku sicer hecno, potem zdaj mi je pa tako lepo, da je to nekaj neverjetnega. Vam pri tem pomagajo oziroma ne pomagajo čebelice? V bistvu ne, čeprav jih imamo radi, naprimer, zdaj če govorimo kot naše osebne sopotnice, naprimer, drugače pa tudi v naravi. Čebelice so, bom rekel, res eno tako nežno bitje, ki ima dela zelo eno lepo zadevo, to je med in pa še kaj drugega, to da pomeni, da smo nekako, bom rekel, v srčku jih imamo. Pesem je naslovljena Medena, da ne pozabiva tega povedati. Točno tako je, nova skladba je naslov Medena, govori, jaz bom rekel tako, marsikdo me vpraša, o čem pa govori, preden ga sliši, ampak jaz se rečem tako, prvo poslušaj, pa mi boš potem ti povedal, kaj se tebi zdi, kako se tebi zdi, ampak nekako trudil sem se s tem tekstom dobesedno pripeljati ljudi zopet v nekaj, kar se jim je zgodilo, kar se jim bo tudi nekaterim zgodilo, ampak da imajo eno zgodbo. Jaz bom rekel temu, dobrodošli v spomine, seveda vaše. Ob tem si je potrebno gledati tudi video spot, da vidimo zgodbo. Seveda. Zgodba, bom rekel, je čisto izrazita, nič nismo komplicirali, naredili smo vse po najbolj naravnih zadevah. Nisem se opustil niti, bom rekel, zamaskirati, potem lahko bi popravili tudi malo naše gubice, pa vse skepto. Enostavno pri tem spotu me ni zanimalo popolnoma nič, samo direktnost. In ogromno ljudi zdaj reče, ko so videli spot, je rekel, koliko dejansko v bistvu je Rudan naraven, kadar dobesedno buli v kamero direktno. Ampak v bistvu zgodba je moja in enostavno ne vidim drugega razloga tukaj, kot ljudem povedati direktno v oči. In res smo naredili vsaka stvar, ki se je zgodila pri tej pesmi iz tistih 10 mesecev nazaj, pa do zdaj niti ena sama stvar se ni dobesedno. Meni je to čudežno v 35-letni karieri, da ni bilo ene napake, da ni bilo ene stvari, katere jaz ne bi maral, ali pa na koncu v bistvu vse smo puščali na tak način, kot je bilo, ampak očitno smo imeli ogromno časa, zaradi tega oni rečejo, včasih so se delali plošče v enem letu 10 komadov, na tretjo ni res. Drugače, cajti so bili takrat, zdaj pa če hočeš imeti nekaj dobrega, res moraš se potruditi, ampak to je bilo vse tako naravno, da enostavno ne moram verjeti, da je šlo tudi toliko cajta mimo, vsakeč tudi, ki je bil aranžma, smo spremenili aranžerja. Ni več to Martin Štibernik, ampak smo prešaltali na čisto eno drugo zadevo, to pa je Krišomir Tomec. Presenetil me vsakeč, naprimer, kadre. Pripeljali smo tudi, bom rekel, ogromno tujih muskontorjev noter, spremenili malo mogoče svoj slog od tistega prejšnjega, ampak ne zaradi tega. Vedeli smo, da tiste stvari, ki so se naredile, ne smemo mogoče več, včasih je treba nekaj do roba prepada, tudi tek sam govori, pa mogoče nisem samo mislil, da v končni fazi pri kakšnem mičkini prevari, da greš do roba prevara, da te na uju videl ali pa kaj, ampak dobesedno, bom rekel, tudi sama produkcija, vedno enkrat malo drugače, da vidimo, kako bo všeč našim ljudem, praktično pa našim poslušalcem. Miran, po toliko časa zapora pa je sedaj tudi čas, da bi počasi stopili na odre. Kaj misliš? Pa jaz mislim to, da bi lahko že zdavni naredili. Mislim, da vse skupaj to je zdaj čisto pozvedel iz svojega stališča. Ne rečem, da to ne obstaja, ne rečem, da to, ampak iz tistega cajta, kot je bilo pred enim letom pa do dan danes, jih ni niti umrlo toliko z mano vred, niti dejansko v bistvu. Jaz sem to preživel, ampak bom rekel, sem preživel kot en, bom rekel, taki blagi prehlad, ampak sem vse skupaj to opazil zaradi tega, ker ponavadi jaz ne zgubim okusa, takrat sem ga pa zgubil. Ampak to je bilo največ kar je bilo, mislim, 2-3 dni, moja draga, ene 5 dni, ta še pa tudi ene 4 dni. Ampak z nobenem ni imel z nobeno težavo z vročino ali pa z biločem, imamo pa 2 otroka, 8 in 10 let, pa tudi nič se nekaj tašnega zgodilo. Poznam pa v vsej tej druščini, naprimer, muskonterji poznamo res ogromno ljudi, 2 sta imela na malo hujši način, v bistvu ne tako hujši način, ampak da 3 tedne je rekel, da je imel preveliko, da je imel premalo kožo praktično, naprimer, ne. Tako da bom res rekel, naprimer,
da smo vsi noter padli, zdaj kot ene ovce, naprimer, in to se skupaj spremljamo, pa ubogamo, pa policijska ura, pa to. Jaz bom po pravici povedal, nisem se nič držal tega. Moja mama je iz Krškega, jaz sem dejansko dosti cajta, sem za svojo družino v Slovenski Bistrici, sem moj naslov stalni v Novi Gorici in v enem letu, da me ni noben klinac ustavil, pa me vprašal za bilo kaj. Tudi takrat, ko so bile medobčinske pa te. Jaz enostavno ne kužim nobenega, če pa bi pa normalno, da bi se tega tudi držal. Ampak bom rekel, vse skupaj je ena, bom rekel, taka igrca in upam, da tudi ljudje počasi bojo dobesedno dojeli. Mi pa tudi, jaz bom rekel, pustimo še nekaj časa, da vidimo, kaj se bo zgodilo, naprimer, ampak dobesedno nas so potisnili ob zid, nam pobrali vse tisto, s čem tudi služimo kruh in druge stvari, tako da jaz ne vem, kako se bo vse skupaj, bom rekel, konec, ampak vsekakor verjetno, da bojo padale res odškodninske, ipak bom rekel, upam, da bomo imeli še v ustavo, tako kot je dan danes, če dejansko v bistvu nas ne mislijo dobesedno zapreti vse skupaj, pa naprimer tisti levi sem, desni sem, tisti, kateri ne bo tako polno tret, ampak jaz sem upornik, velik to pomeni, da ne bom se pustil niti v sanje. Bomo pa si zato sedaj raje dozirali medeno, zato Miran... Tako je, ne bomo debatirali o tem, bravo, super. Zato beseda je tvoja, da jo pošlješ med poslušalce. Dragi naši poslušalci in poslušalke, imamo res eno lepo pocukrano pesem, z naslovom tudi malo pocukran, Medena, poslušajte jo in vi dejansko v bistvu dajte svoj, vi ste naši sodniki in vi boste povedali, ali smo prav naredili ali nismo prav naredili. Zagledam nekaj lepega kot angela, ob njej pa velik je napis zasedena. Bila medena je res za objet in usnice za umret. Ne more se upreti tu, če hotel bi, mi slezla je pod kožo, da srce zaboli. Bila medena je in prelepa za dva, najbolj srečen, kdor jo ima. Za umret sem želel, si poljuben in prepričan, da bom samo tvoj. Zdaj pred drugimi skrivam resnico, da delim si te še z nekom. Za umret sem želel, si poljuben, na robu prepada s teboj. Vem, pristal sem na vse te prevare, ker še vedno delim te z nekom. A mi je v srcu hudo. Zagledam nekaj lepega kot angela, ob njej pa velik je napis zasedena. Bila medena je in prelepa za dva, najbolj srečen, kdor jo